poletja in brezskrbnih počitnic je konec. Začel se je pouk. Eni otroci se šole zelo veselijo, drugi malo manj. Sicer pa prvi šolski dan ni pomemben samo za otroke, temveč tudi za starše. V letošnjem šolskem letu bo vrtec obiskovalo 85.000 otrok. V osnovnošolski program je vpisanih 179.511 učencev, v srednješolski program pa 74.000 dijakov. Na prvi šolski dan smo obiskali Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani in ga preživeli s tamkajšnjimi otroki. Začenjamo z novim šolskim letom, kar se število otrok tiče najštevilčnejše šolsko leto. V vrtcu bomo v 5 skupinah imeli 29 otrok, od tega bo 24 otrok gluhih in naglušnih. V osnovni šoli bo v različnih programih 188 otrok, od tega bo 24 otrok gluhih in naglušnih, razmeščenih v 2 različna programa. V srednji šoli pa šolsko leto začenjamo 94 dijaki, od tega bo 23 dijakov gluhih in pa naglušnih. Se pravi skupaj 311 otrok in 71 od tega bo gluhih in naglušnih otrok. Praktično v vrtcu so gluhi in naglušni v samostojnih oddelkih. Zelo podobno je v osnovni šoli. Tam imamo sicer prilagojeni program na nižjem izobrazbenem standardu, kjer je primarna motnja lažja motnja v duševnem razvoju, ampak ob tej primarni motnji imajo učenci še druge težave, primanjkljaje in ovire, in eno od teh je tudi gluhota. In samo ta novi prvošolec bo v resnici v kombiniranem oddelku tudi s slišečimi učenci. Je pa drugače pa v srednji šoli, tam pa so prilagoditve malo drugačne, tudi organizacija pouka drugačna, tako da so v istem razredu dijaki vseh 3 ciljnih skupin, kar se tiče primanjkljaja težav, ovir in motenj, in praktično živijo in imajo pouk skupaj. Izrazito to velja za splošno izobraževalne predmete, kar se pa tiče potem praktičnega pouka pa strokovnih predmetov, so pa ločeni. Vsi skupaj so deležni tolmačenja, vsi skupaj so deležni kulture gluhih, tako da gre za eno strpnost, sobitje, sožitje in pravzaprav skupno delo. Letos bo prvič šolski prag prestopilo 21.850 prvošolcev. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana bo obiskovalo 24 prvošolcev. To so tisti, ki imajo govorno jezikovno motnjo, avtisti in 3 gluhi in naglušni otroci. Za prvošolce je prvi šolski dan nekaj posebnega, saj bodo prvič vstopili skozi šolska vrata. Zato so na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana pripravili sprejem za prvošolce. Prvi šolski dan mora biti malo nepozaben, to je neko novo doživetje. Pripravili smo en kulturni dogodek, bi rekli cirkuško prireditev. Potem seveda s predstavitvijo zavoda, z ogledom zavoda, pa z nekim majhnim darilom, tako da se neka dolga 9-letna pot tem otrokom začenja.
Prvošolci so okrog vratu dobili rumene rutke in ponosno stali pred starši. Res pa se je v vseh obdobjih šolanja na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana marsikaj spremenilo. Tudi na področju gluhote in poučevanja gluhote se stvari spreminjajo, nadgrajujejo. Takšna največja posebnost, ki pa že je dobro v veljavi, je seveda tolmač pri pouku. Gluhim otrokom, tako tistim v integraciji, kot tistim, ki obiskujejo naš zavod, je omogočeno tolmačenje pri pouku. V tem šolskem letu bomo imeli zaposlenih 9 strokovnih delavcev, ki bodo opravljali naloge tolmačenja. To pomeni nekateri od teh tule v zavodu, od osnovne šole, srednje šole, drugi pa bodo v integraciji gluhim otrokom, ki pravzaprav obiskujejo redne osnovne šole v kraju, kjer so doma. Išče se tudi izvirna rešitev, kako v prihodnosti na različnih ravneh izvajanja programa, to pomeni vrtčevskega, osnovnošolskega, srednješolskega, gluhim otrokom približamo rabo njihovega maternega jezika, ki je večinskoma jezik, slovenski znakovni jezik. Zavod za gluhe in naglušne je ustanova, v kateri je zaposlenih veliko strokovnjakov z različnih področij. Obvladamo svoje delo, prepričan sem, da nam okolje zaupa, temu je tudi možno pripisati vse večje število otrok v našem zavodu in bojazni, ki jih družine in starši imajo, lahko v dogledno kratkem času pravzaprav izginejo, niso več primarne, niso več prioritetne in izkaže se, da je pravzaprav potem razvoj in napredek otroka ob zaupanju do našega dela lahko zelo uspešen oziroma uspešna. V šolskem letu 2017-2018 bodo otroci gulili šolske klopi 189 dni. Naj bo vaše učenje odkrivanje, da je nekaj mogoče, kot je dejal Fritz Perls.